gospe Merit McGuinness za poročilo, s katerim se popolnoma strinjam in opozarja na ključne probleme, ki se v kmetijstvu pojavljajo v zadnjih letih. Mislim, da je prav, da o tem pogosto govorimo, zato podpiram, da je to že pet resolucij Evropskega parlamenta, 3 sporočila Evropske komisije, kajti javni pritisk na trgovinske verigi mislim, da je eden od najbolj učinkovitih. Veseli me tudi, da na nek način lahko povežem to pobudo, to poročilo z sprejetim poročilom gospoda Mela, ki je govoril o organizacijah proizvajalcev in spodbude tem dvem, predvsem sektorjema sadja in zelenjave, kajti povezanost kmetijskih proizvajalcev na eni strani je tudi prvi pogoj za to, da se lahko približno enakovredno pokvarjamo v trgovski verigi. Vsekakor je prav, da je beseda odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja pri teh poročilih močna, kajti odbor IMCO za notranji trg in varstvo potrošnikov ne ščiti predelovalce hrane, zato smo poklicani mi. Podpiram to, da bi bila regulativa še močnejša, kajti velikokrat se nam v zadnjih letih pojavi, da enostavno trgovina tudi zaradi mednarodne menjave, v slovenskem primeru, odkoder prihajam, pa zaradi majhnega trga, ko lahko z 3-4 šleperji sadja in zelenjave popolnoma poruši domač trg, prihaja do takšnih situacij, kot je letošnje leto, da je praktično panoga tik pred propadom. Kajti velikokrat prihaja do sadja zelenjave nižje kvalitete, predvsem pa do izsiljevanja in domača ponudba enostavno nima kam na trg. Zato podpiram, da nadaljujemo s tem delom in da pomislimo pri teh izmenjavi teh dobrih praks tudi za ostrejše prijeme, s katerimi bi vsaj na nek način omogočili, da odločimo neke najnižje cene, izpod katerih enostavno ne moremo iti. Ni normalno, da se nek produkt na trgu lahko proda po četrtini, tretjini lastne cene. To enostavno ni vzdržno in to ne moramo govoriti o trajnostnem kmetijstvu. Merci.